Kako si pa opremo izbrala? Spomnim se, da včasih imel, samo eno znamko poznam, Wacom, naprimer, je imel prav linijo manga, tablic in zdi se mi, da so to prav targetirali te weebe, ki so bili manga, tablic. Katerega leta je to bilo drugače? To si rekla, ko si bila stara 14, ampak... No, da vidimo, koliko si zdaj stara. Ne. To si ne vpraša. Ne, sem tako čist, da umestim časovno. Tako, glede na to, kdaj smo potem mi padali v Sloveniji. 13-14 let nazaj. Aha, okej. Okay. Se pravi, kaj, 2010, glih 2009, 2008? Po mojem, ampak nisem, jaz sem v bistvu ful pozno na Wacom prešaltala, ker Wacom tablice, mislim, še zdaj so drage, so po mojem ene izmed najdražjih alternativ, ki jih imaš. Ampak zdaj ne spomnim se, kaj pa je bila ta neka poceni alternativa, nek čistko obnoxious brand, ki... Kako sploh razločiš med dobro tablico pa slabo tablico, recimo, ker itak je vse nekako kakor medij do softvera, right? Ena te uboga, druga pa ne. A veš, če dobiš dve tablice različne kvaliteti, kako recimo opaziš, nekatera je zares kvalitetna, druga ni? Je predvsem kakšno pisalo ima, ker vem, da ene cenejše, mislim, saj, če govorimo o teh, ko so brez ekrana, ko so bile takrat, so pa če ne imeli res te bulki pisala, pa tudi tracking je bil malo tako questionable, ampak če ti gledaš v ekran, možgani nekako avtomatično prilagajajo, tako da neki ful razlike na teh tablicah nisem opazila, ampak potem takoj, ko pa vključiš ta ekran, ko rišeš on the screen, se pa ful pozna, pač kakva je razdalja ekrana od, mislim, če je steklo povrha, ne pa da je pol mala razdalje pisalo do ekrana, te lahko že to moti, pa potem kakšne barve so, kako velika je tablica, kako tracking dela ali zmrzuje. Verjetno predvsem ta hand to screen povezava, right? Ker če govorimo, ne vem, o Wacomu, manga linija, ne vem, mislim, da so stali 100 €, imaš pa tu tablice za 3000 in več evrov, torej, I guess, da je, ta povezava.